oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Mi smo malo stari in to je naš novi singl Spaljamo tekomo mrtvi. Ne maram gužve, ne maram sebe, ne maram foka, ki se vedno grebe. In tisti, ki mi pravijo, da so vedli, zavijet ni bilo nič, čeprav so gledli. Preveč razmišljam, premalo mislim, prevečkrat nasedam foram istim. Rate manj ko brata, so vsi kreten, vedno narediš neki jebeni problem. Spali bomo, teko bomo mrtvi, drli se, da naj bo bolj na glas. Spali bomo, teko bomo mrtvi, tak da v Švic, tak da vse teklo dol po nas. Ne iščem sreče, tam kjer jo drugi, preveril sem že kak bi zgledal drugi. Razumem, da tudi buce morajo kakat, samo zakaj jih moram vedno čakat. Iz droba sem že davno dol padel, iščem sponzora, da mi da nagrado. Kak dolgo je do pekla, če grem peš, kak dolgo pa, če grem še v Meka vmes. Spali bomo, teko bomo mrtvi, drli se, da naj bo bolj na glas. Spali bomo, teko bomo mrtvi, tak da v Švic, tak da vse teklo dol po nas. Smo malo stari in poslušate oddajo Radioaktivno. Drli se, da naj bo bolj na glas. Spali bomo, teko bomo mrtvi, noben se nikoli ne ospomni nas. In vsako jutro, ki bomo ga vlovili, bo zopet novi foc na obraz. Spali bomo, teko bomo mrtvi, tak da v Švic, tak da vse teklo dol po nas. Tak da v celi cajt Švic teklo dol po nas. Tak da bo celi cajt Švic teklo dol po nas. Alostarjen so tik pred izidom novega albuma, predtem predstavljajo nov single, na kratko Vsem Tine. Zdravo. Servus, alo stari, imamo zunaj novi štikl z naslovom Spali bomo, teko bomo mrtvi. Ta bo tudi na naši novi plati, ki izide 26. marca. Točno mesec dni kasneje pa imamo veliki release party na Štuku 26. aprila. Nič vam nemo. Ne prislušajte. Še veliko sveže slovenske glasbe. Tvoje življenje, tvoj svet, tvoj greh. Če se da kliknem se, čas je da najdem te. Boštjan Vodaj, Radioaktivno. pokličem nekaj gostov. Oglasijo se. Džamut, on je kolektiv z Melko in Roma Child v drugi polovici. Svet
Spicy in Jernej Zoran pa v prvi polovici oddaje. Radioaktivno. Dalj v bezoni ekstazija. Letijo spet na jug, kjer je toplo. Kmalu z nami. Nova skupina Harpier, ki ne pusti. Glasbeni gost. V nadaljevanju ne pustimo. Z mano je Matija, član skupine Harpier. Zdravo. Lep pozdrav, pozdrave v Prlekijo in v Ormož. Nova skupina ste. Kako dolgo skupaj, kdo je kdo v zasedbi? Ja, smo čisti novorojenci in sicer v tele zasedbi delujemo šele od poletja 2023, tako da smo res sveži. In sicer zasedba, jaz, Matija, vokal in ritem kitara, Peter, solo kitara, Nik, bobni in pa Darjan bas. In odkot ime? Ja, z imenom smo imeli kar nekaj skomin. Se mi zdi, da če v letu 2024 iščeš ime, se dogaja, da je vse zaseden. In pa smo na koncu se spotaknili ob tegale Harpier. In sicer izhaja iz mitologije, to je mitološko bitje s telesom harpijskega orla in človeško glavo. Pa obstajajo neka prividevanja, da ne bi to predstavljalo neko človeško dušo ujeto v tem polživalskem telesu, katerega nadzoruje neke slabe sile. In nekako smo se s tem poistovetili, plus zdi se nam dobro ime za bend. Ste pa sedaj predstavili tudi prvo avtorsko skladbo, naslovljeno Ne pusti. Je tako. Česa? Ne pusti, da te je. Ne. Predvsem je to skladbo sem spisal bolj na začetku ustvarjanja in enega jutra sem se zbudil in sem se zamislil, v bistvu je to nek povzetek nekega življenjskega obdobja, no, ki se je dogajal tam v drugi polovici koronskega kaosa. In se greje o nekih osebnih zadevah, no, razhajanje s takratno partnerico, pa premagovanje nekih težav zdravstvenih in tako naprej. Tako da skozi metafore pa kakšno prispodobo malo opišem pogled na svet, ki sem ga imel takrat, no. In pa govorim o tem, da je pač treba tiste stvari, tisto obdobje pustiti za sabo in obrniti list. Torej je to konec nečesa in odpiranje nečesa novega. Točno tako. Pesmi ste dodali tudi video. Si ti tisti, ki se namaka v vročem januarskem urju? Je tako. In pa glede na prejšnje januarje je po moje je res bil vroč. Tako da ni bilo take panike. Ni bilo take panike zdržati, no, res ne. Se je videti, da nisi preveč trpel. Ja, tiste 3 minute smo že zdržali, ne. Za zdravje malo hladne kopeli tudi ni škodil, tako da to je to, ja. Matija, pesem pa bo tudi del EP-ja, ki ga pripravljate? Ja, tako je. Pesem je prva od 5, ki se bojo pojavili na tem EP-ju in sicer si bojo singli sledili nekako na dober mesec. Zdaj jaz se zelo veselim ostalih komadov, da jih tudi publika sliši, da slišite vse, kar ponujamo, ker mislim, da bomo ponudili dosti širok spekter. Od nekje se gibljamo med nekim, mogoče nas bojo hoteli umestiti v pop rock, ampak mi se imamo bolj za alternativce, kar se mogoče pokaže tudi v naslednjih komadih, no. Zdaj jeseni pa sledi izid celega albuma, tako da smo neočakani, se že tega ekstra veselimo. Pišemo že drugo plato, jaz se druge plate že ekstra veselim, tako da bo treba še malo potrpežljivosti, no, predvsem z naše strani in pa tudi strani publike, ki upam, da jo do takrat čim več naberemo. Ja, glede na to, kar si povedal, bi rekel, da ste hiperaktivni in več kot Harpier. Ja, delovna vnema je velika, materiala je ogromno za predstaviti publiki in res upam, da bojo na tej poti z nami in ob nami in pa da se čim prej vidimo na odrih. Bova pa vaš prvi izdelek sedaj poslala tudi našim poslušalcem, zato ne pusti. Odlično. Pozdrave še enkrat. Stanem brez besed, postal, pretemen sem za svet. Ista ladja, druga obzorja, a si slišal, moraš verjet v tisto, kar objavijo v večernem listu. Je čisto brez pomena.
verjameš in kaj ne, je luknja že narejena. Za nama je potekel čas, ne pusti, da te ulovim. Med nama vedno je oblast, ne pusti, da te dobim. Jed v mreži polni sem laži, naj te pozdravim, zbistrim tvoje misli, tega ne želim, pusti mi skrbi, v njih udobno se počutim. Jonki plava sredi oceana, ker ne vem, mišlje za druge je stvari. Pa naj bo mama za tiste, ki ne vejo, kaj je mir. Za nama je potekel čas, ne pusti, da te ulovim. Med nama vedno je oblast. Med nama vedno je, med nama vedno je, med nama vedno je Živijo, sem Urša iz zasedbe Fat Horses in poslušate Radioaktivno. Vidiš, to si ti. Če bolečino vzameš si, tvoje telo je le prehod med dnevom in nočjo. Le kar boli, bo s tabo šlo. Tvoje življenje, tvoj svet, tvoj greh in tvoj smeh. Včasih jezen si kot pes, drugič jokaš do nebes. Noro vrtenje in druge gluposti. Veš, tudi to je življenje, da skozi čas ljubi.
zato, da veselje najdeš žalostjo. Tvoje življenje, tvoj svet, tvoj greh in tvoj smeh. Včasih jezen si kot pes, drugič jokaš do nebes. Novo vedenje in druge gluposti. Veš, tudi to je življenje. Veš, tudi to je življenje. Veš, tudi to je življenje. Da skozi čas ljubiš trpljenje. Fat Horses so izdali Tudi to je življenje, 6. singel s prve dolgometražne plošče Mlad, ki bo 20. aprila premierno predstavljena v katedrali Kina Šiška. Čez nekaj trenutkov. Vam Spicy predstavijo Ekstazija. Ta ljubezen je ekstazija, droga, ko telo prodira. Glasbeni gost. Mlada skupina Spicy, Vitja pa na drugi strani zdravo. Zdravljeni. Ste zelo začinjene. Ja, odvisno, ja. Verjetno ne začimbami, temveč raznimi glasbenimi zvoki. Ja, seveda. Ste nova zasedba, mlada zasedba, vaše predstaviš kako dolgo skupaj? Ja, začeli smo lani, mislim, da bo čez 3 dni minilo 1 leto od našega prvega koncerta. Pridno vadimo in smo precej aktivni že celotno leto. Mislim, da smo prejšnji teden opravili naš že 20. koncert. V zasedbi pa vas je 5, vas še predstaviš? V zasedbi nas je 5, ja. Na vokalu imamo Niko Titan, potem imamo 2 kitarista, Timoteja Tivadara in Dina Kralja, basista Mikhaila Medvedeva in mene, jaz sem pa bobnar Vige Rodeš. Vse skupaj pa ste združili v pop-rock. Ja, lahko bi tako rekli, čeprav je vprašanje, kam se naj band da glede žanra, je to ponavadi najtežje vprašanje. Sedaj tudi avtorsko ustvarjate in prva, ki ste jo poslali med poslušalce, je Ekstazija. Ja, to je naš prvi izdan singel z imenom Ekstazija, čeprav pa imamo že 3 nove avtorske skladbe, na katerih trenutno še delamo in še več jih ustvarjamo. Te oziroma vas v bendu ob Ekstaziji prevzame evforija? Ja, me se zdi, da ja. Pa tudi se mi zdi, da bi vsak poslušalec nekako lahko to začutil. Prej si omenil, da ste že imeli 20 nastopov samo v tem vzhodnem delu Slovenije, odkud tudi prihajate, ali še kje drugje? V bistvu smo nastopali že v Mariboru, tudi v Ljubljani. Pred mesecem smo se udeležili enega odličnega koncerta in tudi festivala Špiliga, ki ga soorganizira Kino Šiška. In smo tam tudi zmagali in gremo v naslednji krog v polfinale, ki pa še ne vem točno kdaj bo. Ampak ja, igrali smo v Mariboru, v Ljubljani, tudi v Ormožu, velikokrat v Murski Soboti, potem pa tudi v teh manjših občinah, kot je Ljutomer, Lipovci, Beltinci in veliko več. Tako da bo o vas očitno še slišate. Seveda. Bova pa sedaj prvo radijsko spustila tudi našim poslušalcem, zato Vitja, pošli nam Ekstazijo. Ok, uživajte ob poslušanju in hvala za povabilo. Ta ljubezen je ekstazija, zaradi nje mi v glavi razbija. Čutim so kriv v tem lesu, ko da imam krila. Ali veš, da spet te ljubim, da tvoje sence spet v sobi imam, da zadnja misel spet si mi. Preden zaspim, spet poskušam te ne ljubiti, ker že prvi krat narobe je šlo. Takrat, ko dala sem ti vse, kar v meni je bilo. Ko te nekaj pride mi v sistem, čutim to, kar vem, da ne bi smela, kaj ti vsakič narediš mi nov in nov problem. En dotik in spet se mi vrti, le roke še pomnijo noči. Ta ljubezen je ekstazija, droga, ko telo prodira, kjer so prava mesta, tam ni zažira.
mesa ostale le kosti. Ta ljubezen je ekstazija, droga, ki v telo prodira, ki najo so prava mesta, tamo ni zažira. Prevzame me euforija, kot celotno telo me zvija, ko vidim se zvezde pred očmi, prava utopija. Včasih izgubim ta nevini obraz, sploh ne vidim več luči in ne slišim smeha, končno čutim temo, čutim, da te ni. En nasmeh izbriše vse skrbi, od začetka spet se ponovi. Ta ljubezen je ekstazija, ekstazija. Mi smo band Megla, vi pa poslušate Radioaktivno. Podlegla je zvir. Le sanjam lahko, nežen dotik, le gledam gledno. Jedi nebeških miz, drobtine bi me hranile, hudega branile. Kako si pusta nocoj, kriči tvoja tišina, me peha v obup. Na videz znamilina, tvoja polja so trnje rodila. Tvoja polja je nepremakljiva, rože brez vode utonile. V Aziji zvez so izpile. Kako si želim sape na koži, kako si želim spati v tvoji roži, kako si želim toplih pogledov, vznemirjenih stikov, zamoklih odmevov. Kako si želim sape na koži, kako si želim spati v tvoji roži, se veselim toplih pogledov, vznemirjenih stikov, zamoklih odmevov. Vznemirjenih stikov, zamoklih odmevov.
Megla ter Hladna roža z njihovega EP-ja Nedorasli. Podrobneje izdelek predstavim prihodnji torek. Kmalu v Itru. Jernej Zoran, ki ve, da ptice letijo spet na jug. Ptice letijo spet na jug, kjer je toplo. Ptice letijo spet na jug, še se vrnejo. Glasbeni gost. Po nekaj mesecih premora z novim materialom Jernej Zoran, zdravo. Zdravo, lepo zdrav. Slišim, da si ponovno ustvarjalen. Vmes je sicer padla kakšna priredba na YouTubu. Ja, novembra sem izdal While My Guitar Gently Weeps, priredbo Beatlov na YouTubu, malo kitarske telovadbe. Zdaj pa čist frižno, prejšnji teden je išel komad Ptice letijo spet na jug, čist nova stvaritev. Ki pa je pesem s posvetilom. Ja, to je pa pesem posvečena moji mami, ki je umrla pred enim letom in lansko leto pač v tem procesu žalovanja 1,5 leta sem rabil, da sem sploh zadihal nazaj in ta pesem se je v bistvu kar stresla ven z mene, kar zlila ven z mene in pol jesen, kako sem spet lahko se spet malo bolj posvetil glasbi, sem itak najprej tega komada se lotil in ga tudi dokončal. Vse si naredil sam razen nekaterih inštrumentov? Ja, tako kot običajno poskrbim za glasbo, besedilo, aranžma, produkcijo, sem pa tudi zapel, ker seveda tega komada pač nihče drug ne bi mogel zapeti, ker je tako oseben. Odigral sem tudi vse kitare. Dodal pa si tudi video, gre za dejansko tako novomeško miniaturo. Ja, tle sem razmišljal, kakšen spot bi naredil, zelo hitro padla ideja, kaj pa če se sprehodem po teh dejanskih krajih, kjer sem odraščal, tako da v okolici bloka, kjer sem stanoval, kjer sem preživel otroštvo in mladost, novomeški glavni trg, ob Krki so zelo lepe lokacije in pa če se rečem, da je Novo mesto, je najlepše novo mesto na svetu. Je pa tudi to nosilna skladba tvojega 6. albuma, ki prihaja junija. Tako, na njem bo ta skladba, na par singlov, ki sem jih v zadnjih 2-3 letih izdal, pa nekaj čisto novih komadov, tako da je zaključek enega ustvarjalnega in tudi osebnega obdobja, no, tako bom rekel. Verjetno do takrat še kakšen singl? Mogoče, najbrž bo kar z junijem, potem naslednji singl, ki bo pospremil sam izid plošče. Pa kaj odrov zraven? Ja, zdaj sem v bistvu po 4 letih sem spet sestavil tako imenovani električni band. 2 let pač nismo mogli igrati, ker je bila korona, pa se je mami bolezen poslabšala, lansko leto je pač se poslovila, sem rabil pač ta čas in so v lufti ena olimpijada okoli, 4 leta in evo, po 4 letih letos spet na koncertnih odrih z velikim veseljem. Bo pa sedaj pesem tudi v našem radijskem etru, zato Jernej, ali ptice letijo spet na jug? Ptice skozi letijo na jug, ampak imajo to lepo navado, da se tudi vračajo, kar je lepo. Lep pozdrav, moje ime je Jernej Zoran, vi pa poslušate oddajo Radioaktivno. Ptice letijo spet na jug, kjer je toplo. Ptice letijo spet na jug, še se vrnejo. Zdaj si ptica tudi ti, naj ti bo lepo. Duša tvoja naj leti, tvoje je nebo. Nekoč podam se za teboj na novo pot. Pričakaj me za Maurico. Bodi moja luč, ko spet se bom rodil. Ko po letu bom brez kril. Ptice letijo spet na jug, kjer je toplo. Ptice letijo spet na jug, še se vrnejo. In ko pišem tale song, solze tečejo, a jaz teči jih pustim, dušo zdravijo. Dokler v meni pesem je, moram biti tu. Pride dan, ko spet se srečavam, vidiva se znova, čez nekaj
za vse, rad te imam. Ptice letijo spet na jug, kjer je toplo. Ptice letijo spet na jug, še se vrnejo. Zdaj si ptica tudi ti, naj ti bo lepo. Duša tvoja naj leti, tvoje je nebo. Ptice letijo, ptice letijo. Letijo v raj. Znova poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radio Aktivno ter podcastu. Hej, čau, sem Lara Baruca. V svojem projektu Butik 99 se vračam nazaj v leto 99, ko je Mitja posnel pesem Čas je, da najdem te. Tako zveni v moji izvedbi. Sekunda, ki ne mine, ko nenadoma prikrade se v pogled, da se zlije z mojo senco. In me vidi takega, kot hočem biti. Ne puščaj me na tleh, ko si želim še višje in ko izgubljam te. Pa vem, da rabim te, čas je, da dvignem se. Čas je, da najdem te. Čas je, da dvignem se. Čas je, da najdem te. Ne vem, kaj mi ostane. Ko izgine brez vsakršne sledi, solznimi očmi se smeješ vedno tišje. In ko izgubljam te, pa vem, da rabim te. Čas je, da dvignem se. Čas je, da najdem te. Čas je, da dvignem se. Čas je, da najdem te. Čas je, da dvignem se. Čas je, da najdem te. Čas je, da dvignem se. Lara Baruca praznuje 25 let od izdaje svojega prelomnega albuma Kar ne piše. Po dobrem desetletju premora razkriva svoj nov projekt Butik 99. To vključuje tudi reinterpretacije pesmi iz leta 1999. Med njimi je Čas, da najdem te, Mitje. Boštjan, vas vabim, da ne preslišite še skupine Zmelko in dueta Roma Child. Dobro, da me tako grdo gledaš, sam si ga zgorna počas. Vse je tu, spusti ga v nadaljevanju. Džamut on je kolektiv pove, da vse gori. Vse gori, svet tu se meša. Svet iz
Glasbeni gost. Nekaj regij ritmov v nadaljevanju, Jacuzzi Kralj pa z mano zdravo. Zdravo, pozdravljam. Nov kolektiv je tu. Nov kolektiv, Ja Mudon je kolektiv, prihaja v Slovenijo, oziroma smo v Sloveniji. Pa ni z Jamajke. Ne, nobenega z Jamajke, smo iz cele Slovenije in iz bivših republik Jugoslavije, tako da ni, na Jamajko pa sam malo diši. Ste pa se pod tem imenom združila številna znana imena. Ja, v kolektiv smo se, poleg mene pa Grega, v sodelovanju najprej pritegnili še Harisa Piltona, potem Mateta Broderja, Dadimana iz City Hlapcev, Budo iz Elvis Jackson, igralko Leo Cok in pevko Standiša, tako da nas je v bistvu kar 8 v tem kolektivu. Album je pripravljen dejansko, pa je podlaga za ta album tvoj EP In a Reggae Mood, ki so ga tudi predstavljala. Ja, v bistvu je iz tega EP-ja sva nekako z Gregom ugotovila, da nimamo samo teh najnih komadov, ampak da imamo še komade, kjer jaz in Greg sodelujeva še z drugimi in v bistvu smo vsi nekako frendi in smo se malo pomenili, kaj pa če bi mi vse to skupaj poimenovali nekako in bi naredili iz tega kolektiva dejansko Ja Mudon je kolektiv. Tako da smo zdaj izbrani pod enim imenom več različnih samostojnih ustvarjalcev. In album ste naslovili Vse gori. Ja, zaradi neke naslovne pesmi, ki sva z Budo naredila, oziroma Greg, jaz in Buda. Vse gori, ki govori malo o tem, kako v svetu vse gori in kako bilo fajn, da bi se mogoče skupaj naučili živeti malo. Glede na to, kar se dogaja, je dejansko požar skoraj na vsakem koncu sveta. Točno to. Zgleda, da bo... Je vedno čas v zgodovini nikoli ni dober za vse, niti ni slab za vse, ampak se mi zdi pa, da v tem trenutku mogoče vsi bolj vidimo, kako vse gori na celem svetu, v kakšnem konfliktu smo stalno in kako to nikamor ne pele. Ne? Da se ne bo zgodilo z nami tako, kot se živimi biti pred 60 in nekaj milijoni let, ko so izumrli zaradi padca z neba. Nikoli ne vemo. To pa na drugih, da bo izvedeli mogoče. Album izide 18. marca, najprej v digitalni obliki, kasneje še vinil. Ja, zelo smo upali, da bomo lahko vse na isti dan naredili, tako da smo že vse kazali na to, da nam bo uspel tudi vinil dobiti 18. ampak se zaradi produkcijskih linij in vsega tega dobimo šele konec meseca vinil, tako da 18. samo digitalna izdaja in konec meseca še fizična na vinilu, tako da komi čakamo. Bo pa tudi odrska predstavitev projekta v živo? Ja, bo. Zdajle bomo 22. marca v Cvetličarni na dogodku Besolovka Presents Benny Page. Bomo dejansko prvič se postavili na oder in to v živo predstavili publiki. Tako da vabljeni vsi, ki boste takrat v Ljubljani. Bova pa sedaj naslovno skladbo poslala tudi našim poslušalcem. Zato Jacuzzi, res vse gori? Ja, vse gori, svetu se meša. Vse gori, svetu se meša, vse gori, mi pa kao vse bo cool. Vse gori, svetu se meša, vse gori, nam pa čisen. Jaz bi rad hokej na pozitiv, one love, good vibes, še sem živ, good times. Jaz bi rad sam sebi to povedal, da ti človek sprost vse bo v redu. Jaz bi rad mal o tem, kako jaz in ti, mi vsi bratje, sestre sveta, elementi večnosti, težimo k temu, da bi bili srečni vsi. Ker to ni svet ustvarjalcev, ker to je svet osvajalcev, ker to je spet igra klavcev, ker to ni svet, kjer bi probal skupaj živeti, ne. To res nam ne gre, ne. Skupaj živeti, ne. To res nam ne gre, ne. Ker to ni svet. Taki smo ljudje in ne moramo se
isto, deli vladaj in ta shit. Televizija, internet, radio in časopisi, sploh ti nič ni jasno, kaj si tu si in kaj nisi. Sploh ni važno, kdo pije in kdo plača, sam ne se splača, sam dedvora plača. Ker to ni svet, se skupi švejc, ker to ni svet, se skupi švejc, ker to ni svet, kjer bi probal skupi živeti. se skupi švejc, vse hori, vse hori, vse hori. Vse gori, vse gori, vse gori, vse gori, vse gori, vse gori. Vse gori, vse gori, Vse vse gori, vse gori, vse vse gori, vse gori. vse hori, vse hori. Radio Aktivno. Pretty old town, just where I want to be. A rock and roll city with a lot of nice girls to see. No, I'm not gonna miss my flight. I'm taking a one-way ride, going down to Nashville, Tennessee. There I met a special girl called Emily. Oh yeah, I've got a feeling that she could be the one for me. She's calling, that it's my turn to play. So I am on my way, going down to Nashville, Tennessee. Let's turn this trip into a show, like the ravers rock stars years ago. In these streets I'm feeling free. They are the streets where I wanna be. The streets of Nashville, Tennessee. Home cold whiskey's gonna be my cup of tea, till my dreams of rock and roll become reality. Hey baby, no I'm not gonna miss my flight. I'm taking a one-way ride, going down to Nashville, Tennessee. Let's turn this trip into a show, like the ravers rock stars years ago. In these streets I'm feeling free. They are the streets where I wanna be. The streets of Nashville, Tennessee. Let's go, baby. Hey Emily, dear Emily, it's my turn to play. So I'm already on my way. In these streets I'm feeling free. They are the streets where I wanna be. The streets of Nashville, streets of Nashville, the streets of Nashville, Tennessee. V dinamičnem svetu rock glasbe se skupina Don Allen z novo skladbo Streets of Nashville podaja na navdihujočo postolovščino, ki bo poslušalce popeljala naravnost v srce Nashvilla, epicentra rock'n'rolla in glasbenega ustvarjanja v ZDA. Ne preslišite še? Skupine Zmelko, ki pravi, da je še dobro. Dobro, da me tako grdo gledaš, mogoče me bo tako zdržala ta suha veja.
kateri visim. Še dobro, da se dobro držim. Glasbeni gost. Po koncertnih slovesih so z Melkov nazaj. Goga, zdravo. Ave, čao. Slišim, da ste ponovno ustvarjalni. Odkot inspiracija? Inspiracijo kupujemo v vseh večjih supermarketih. Imajo jih v Mercatorju, Sparu, Tušu in Lidlu. Zato pravite še dobro? Ja, itak, še dobro in še dobro, da je takšna konkurenca, ker potem si zbijajo cene, tako da zdaj dobiš kilo inspiracije že za 2,40 €. To pa je res poceni. Ja. Tudi brez upju se najde kaj dobrega. Je to poanta te pesmi? Še dobro? Tako, v resnici je tako, ne, če veš, crkati avto na avtocesti, dežuje, lije in razmišljaš o tem, ali si bo en kamion zaletel vate, ali pa si misliš stari, še dobro, da je crkva, zdaj ima manj ogljičnega odtisa, ne. Torej, tudi ta skladba nekako oda globalnemu segrevanju. Ja, v resnici nam pomaga nekako preživeti in globalno segrevanje in ostale tegobe, ki nas pestijo, tako da računamo na to, da bo imela en takšen pozitiven psihoterapevtski učinek na človeštvo. Nenazadnje se tudi tam lahko zlomi suha veja, kot tudi v videospotu. Ja, kjerkoli se lahko zlomi, ampak tako, rekel, poanta je ta, da moraš razmišljati o tem, da mogoče se pa tokrat ne bo zlomila. To je dejansko razmišljanje za optimista, kaj pa za pesimista? Za pesimista pa je spodaj v bistvu prijetno hladen tolmunček, ki te ohladi, zaradi tega, ker veja ni suha, ker zaradi vročine, ne? In ker ti je vroče, si misliš, klinc, zdaj ne vem, kaj je spodaj, ampak ko se spustijo, zdaj ko poči veja, padeš v prijetno hladen tolmunček, ki to friškaš. Goga, kot si mi predajal pred tem pogovorom, ste na vajah. Kaj to pomeni, da ponovno se odpravljate na odre? Ja, imamo en tašno, kar bo rekel, veselo pomladansko turnejico. Začnemo zdaj v soboto na Štuku v Mariboru, pol smo po mojem, kaj pa vem, Ljubljana, Škofja Loka, Gorica, tako, kar pridno imamo, ja, zdaj polno. Poslušalci lahko to preverijo na vaših družabnih kanalih. Zagotovo. Kaj pa pomeni ta skladba tudi najavu novega albuma? Čisto možno, zaradi tega, ker imamo enih 6 komadov na 3/4 narejenih, malo se miksijo, malo se zasnemajo. Smo rekli, bomo prvo en paket nekako posneli, pol pa bomo celotili novega paketa, da ne bomo imeli odprtih preveč front, ampak zagotovo počasi nastaja nekaj, kar bi znalo biti nekoč album. Torej 2 paketa, to že dobiš popust v trgovine. Ja, vidim, da si padel v ta stimul komercialnih ugodnosti. Ja, ravno danes sem razmišljal o tem, da bi si vse aplikacije trgovinskih gigantov odstranil z telefona. Ja, ali pa še korak dlje, si kupiš tisti telefon na žico in je mir. Imaš prav. Bova pa sedaj pesem poslala tudi našim poslušalcem, zato Goga, še dobro da. Še dobro, da še teptamo mater zemljo in da nas ta prenaša in da nam omogoča, da še nekaj časa dihamo zrak na njej. Čau, Goga tukaj z Melkov, radioaktivno. Še dobro, da je dežnik že star, ker mi bo v tem vetru itak razpadel na kose. Še dobro, da lije, ko iz škafa mi bo vsaj dobro spralo umazane čevlje. Še dobro, da me tako grdo gledaš, če ne bi mi še kakšne neumnosti padle na pamet in tam jih je že več kot dovolj. Še dobro, da me tako grdo gledaš, mogoče me bo tako zdržala ta suha veja, na kateri visim. Še dobro, da se dobro držim. Še dobro, da nas opozori narava z mahnim bacilom, preden nas se skupaj brcne v rit. Ampak oprosti mama, mi bi rabili en komet direkt v čelo, da bi odprli oči. Še dobro, da me tako grdo gledaš, če ne bi mi še kakšne neumnosti padle na pamet in tam jih je že več kot dovolj. Še dobro, da me tako grdo gledaš, mogoče me bo tako zdržala ta suha veja, na kateri visim.
dobro, da me tako grdo gledaš, če ne bi mi še kakšne neumnosti padle na pamet, medtem ko na tej veji visim. Še dobro, da se dobro držim. Še dobro, da me tako grdo gledaš, če ne bi mi še kakšne neumnosti padle na pamet in tam jih imam že več kot dovolj. Še dobro, da me tako grdo gledaš, mogoče me bo tako zdržala ta suha veja, na kateri visim. Še dobro, da se česa držim, še dobro, da se dobro držim. Radio Aktivna. Zagledal, ko bilo je vse lepo. Ko sta čakala na iskro v temi in bila je le iskrenost, ko sta zrla si v oči in zdaj gleda, kako mu veni. Čakala prekriž do konec najinih resnic. Pa si mi rekla, da hoče sam živeti. Takih besed nisem slišal, odkar sem prišel na ta svet. In stara znanka, se še spomniš teh 2 let. Se je zgodil potem, nočem te videti, lahko mi to pove, da je problem. Resnica je, da mi je žal, ko si ušla, še vedno sanjam o naju in poletju in voda, ki je tekla le za 2. Novomeški Platon so tu z novim singlom Mali princ, to je uglasbitev adrenalina in hrepenenja, ki ga nosi zgodnja simpatija. Kmalu Idru. Še Roma Child, ki pravi: vzem si ga. Glasbeni gost. Po albumu Roma Child nadaljuje z ustvarjanjem Martin, polovica dueta pa z mano. Zdravo. Zdravo, živijo, dober večer. Leto dni mineva od prvega singla. Ja, res je. Hitro se je obrnilo in v tem času ste veliko ustvarila. Prvo leto od prvega singla Roma Child, ja.
vmes se je zgodil marsikaj, to je to. Zdaj smo tukaj, kjer smo. Mimogrede, vmes je bil še album. Vmes je bil EP, ja. Vmes sva izdala novembra, preteklo leto sva izdala EP z naslovom Matador, na katerem je 6 pesmi v angleškem jeziku plus 4 prevedene v slovenski jezik. Tako da ja, vse skupaj 10 komadov. Da pa je ideji dovolj, kaže nova skladba Vzem si ga. Tako je, to je pa nadaljevanje najine zgodbe, sicer malenkost drugače, kot je nastajal Matador, album oziroma EP Matador. Je pa res, da Vzem si ga napoveduje prihajajočo ploščo, ki izide oktobra letos, predvidoma oziroma tako 99% sigurno. In ja, to je prvi singel iz te prihajajoče plošče. Torej prave plošče, ne mini plošče oziroma EP-ja. Tako, to bo prava plošča, ki bo štela 10 plus novih avtorskih pesmi in zdaj je v nastajanju in sva kar pridna, imamo že kar veliko stvari narejenih, tako da tam do poletja bo album v bistvu pripravljen. Je pa nova skladba polna energije in pozitive. Ja, to je seveda, to je del najine zgodbe, midva ne znava pač brez energije in tudi brez pozitive, saj smo že dali nekaj skozi v življenju, pa smo se naučili, da z nerganjem pač prideš nekam, ampak ne pa povsod, tako da je treba obrniti ploščo na pozitivo in tukaj smo, ja, z novim singlom Vzem si ga. Življenje, uživanje ali kaj drugega? Sprejemanje tega življenja in to je to. Sta pa pesmi dodala tudi video podobo, kot sem gledal posneto v praznični Ljubljani. Ja, ta video je bil narejen v pomoči z družbo Dars, katerim smo zelo hvaležni, da je prišlo do tega sodelovanja. Do sodelovanja je prišlo zaradi akcije Varne vožnje, ki se bo zgodila aprila letos, ker seveda mi smo imela prej že pesem pripravljeno in je nekako pasala na to zgodbo po vsebinsko. Glede na to, da smo pa to snemali decembra in da je bil tak vreme, kot je bil, ja, smo rekli, ok, glede na to, da smo vsi nekje gravitiramo pred Ljubljani, smo se dobili v Ljubljani in v Ljubljani so tudi posneli. Ima pa pesem tudi svojo angleško različico? Angleška različica je prva, ki je nastala v resnici. Se pravi, različica je slovenski prevod. V originalu je komad nastal v angleškem jeziku in sicer pod imenom Slow Down. Do albuma, kot si dejal, potem verjetno še nekaj singlov? Tako je. 2 do izida plošče, s ploščo pa še tretji. Tako. Potem pa seveda po plošči verjetno še 2, tako da bo še nekih 5 novih singlov sledilja. Vse skupaj. Bo pa sedaj v etru ta nova, zato Martin, vzem si ga. Enako, vzemimo si ga vsi bolj v easy in bolj na počas. Tako v zraku kot na tlipi.
Vzem si ga bolj na počas. Vse je tu, spusti gas. Daj tišino bolj na glas. Vzem si ga bolj na počas. Vse je tu, spusti gas. Daj tišino bolj na glas. Leti lahko, ustaviš čas. Vzem si ga bolj na počas. Leti lahko, ustaviš čas. Vzem si ga bolj na počas. Vzem si ga ter Roma Child, kot sem že omenil, se prihodnji teden oglasi skupina Megla z EP-jem Nedorasli. Bodi danes z nami. Nocoj ne bomo spali. Več informacij na YouTube, Facebook in Instagram kanalih oddaje Radioaktivno ter podcastu. Boštjan, ki sem pripravil oddajo, zaključujem z domačini, ki igrajo Nadstropje pod nami. V Sredih 22. marca izdajajo album Prihajamo v miro. Prvi singl je Preko trupel. Tam zbirali, kliko so bole. Kliko so bole, potem pogube. Preko trupel, prihajamo v miro.